Gornjesavski muzej je tudi letos povabil učence jeseniških in okoliških šol, da se preizkusijo v železarskih in delavskih igrah, s katerimi so se nekdaj kratkočasili na Stari Savi. Mladim bi radi približali način življenja nekoč tukaj na Jesenicah v železarski Stari Savi, ki je odražala povezanost, sodelovanje in pa nenazadnje tudi aktivno udeleževanje, aktivno pomoč pri domačih hišnih opravilih. Torej spoznajo, kako so živeli nekoč v delavskih družinah, v kasarni in seveda naše železarske igre se pa vežejo na stalno ponudbo železarskega muzeja, ki jo pripravljamo zaposleni našim obiskovalcem. Pozno aprilske igre ponavadi pripravijo na prostem, ko se trg na Stari Savi spremeni v veliko igrišče. Letošnje dejavnosti pa so zaradi dežja in nizkih temperatur potekale v železarskem muzeju v Ruardovi graščini, v delavski kasarni in nekdanjem skladišču oglja v Kolperen, kjer so se preizkusili v številnih spretnostih. Zdajle bomo prebrali semena, sortirali bomo žita. Namreč včasih se je družina predvsem v zimskem času zbrala za skupno mizo v kuhinji, kamor so stresli pehar različnega žita, pomešanega s plevelom ali pa tudi ne, in potrebno ga je bilo sortirati oziroma prebrati. Spoznali bomo ječmen, pšenico, ajdo, koruzo, fižol, bob, stročnice oziroma žita, ki jih danes vseh v resnici mlajši obiskovalci sami samostojno še ne prepoznajo. Bo pa priložnost, da bomo to storili skupaj in tako ugotovili, zakaj so ajdovi žganci črni, kaj je ječmen, kako nastane bela kava, kaj je ričet, kaj dobimo z koruze, boba, fižola in tako naprej. V Kolpernu so obudili najbolj priljubljene igre, ob katerih so se v otroštvu zabavali današnji pradedki, prababice in njihovi otroci. Mladi so med drugim metali korce, poganjali železne obroče in tekmovali z otroškimi vozički med ovirami. Otrokom je bilo najbolj zanimivo, lahko rečemo, ravno ta vrvež, ki so ga občutili ob pomanjkanju, lahko rečemo, modernih igral. Postavljeni so bili pred nov izziv, pred nove igrače, ki jih niso poznali in so se jih morali zopet naučiti na novo uporabljati, kajti nobena igrača v sklopu delavskih in pa železarskih iger ne deluje na električno energijo oziroma baterijo, tako da vse to so morali nekako ugotoviti sami, kako deluje in kako se tudi igra. Otroci sprva niso vedeli, da so v vozičkih, v katerih so vozili medvedke in punčke, nekoč odvažali rudo. Zbravo rudo niso operirali otroci, kajti prvič je pretežka, lahko se bi kdo tudi poškodoval, zato so bile nekatere igre, kot je tudi ta igra prevoz rude, rahlo modernizirana, lahko rečemo, primerna današnjim časom, tako da je igra še vedno zabavna, da ima poučno noto in hkrati tudi, da je varna za naše otroke.